Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o strateškem postanku v Formuli 1. Tistemu postanku, kateri je načrtovan, kateri je del strategije, kako zmagati dirke. In seveda o postankih samih sem naredil že precej drugih prispevkov, kogar zanima, dobi bližnjice kot ponavadi v opisu. A vrnimo se k nam. Kot sem povedal, strateški postanek je tisti postanek, katerega predvidimo vnaprej. Gre za menjavo pnevmatik, lahko tudi dolivanje goriva, odvisno, kaj določa pravilnik. In seveda v zgodovini eden izmed najbolj znanih strateških postankov je tisti, ki ga je imel Juan Manuel Fangio na veliki nagradi Nemčije leta 1957. Ustavil se je, menjal pnevmatike, dolil gorivo, se vrnil na progo in z divjo vožnjo zmagal tisto dirko in osvojil svoj zadnji naslov svetovnega prvaka. Mnogi inženirji po tisti dirki so obravnavali njegov ritem in nekako izračunali, da vkolikor se ne bi ustavil, bi lahko vozil počasneje, prav tako zmagal dirko, osvojil naslov še z večjo prednostjo. Vidimo, da strateški postanek je stvar, katera je malce bolj kompleksna od tistega, kar si lahko na prvi pogled mislimo. In tudi res po tisti dirki vidimo, da tak strateški postanek je nekako izginil iz Formule 1 za desetletja. Namreč od takrat naprej nekje smo videli, da so se vozniki ustavili v boksih, če je prišlo do kakega nepredvidenega dogodka, naprimer predrte pnevmatike, okvare na motorju ali podobno. No, Gordon Murray, tisti genialni inženir z Brabhama, je prišel na domislico, da bi zopet upeljali strateški postanek komaj leta 1982. Zračunal je, da bi se to splačalo in mnogi pravijo, da obstaja urbana legenda o tem, kako je prišel na to idejo. Namreč videl naj bi, da je imel Alain Prost, ko se je na veliki nagradi Južne Afrike leta 1982 ustavil zaradi predrte pnevmatike, bistveno hitrejši ritem z novim setom. A dobil sem intervju s samim Gordonom, kateri to zgodbo postavlja na laž. A vseeno na veliki nagradi Avstrije leta 1982, na Brabhamu BT50 in ne 49, kot boste lahko zopet videli v raznih virih, so Nelsonu Piquetu na njegovem bolidu zamenjali pnevmatike in dolili gorivo. Od takrat naprej v bistvu postane ta strateški postanek del načrtovanja dirk v Formuli 1. Zopet, tako kot smo videli 57. leta, ampak sedaj se je ideja malce bolj prijela, malce bolj razširila. A poglejmo od blizu, zakaj je to tako pomembno. Vemo, postanek v boksih pomeni, da bolid izgublja čas. Tam stoji, ima tudi pot za pripeljati v bokse in na to, da se zopet vrne na progo. A imamo situacijo, ko je dirka tega posameznega bolida razdeljena na dva dela. In močno poenostavljeno, bom rekel na primeru z 80 let. Imamo bolid, kateri začne dirko s polovico rezervarja in ima mehkejše pnevmatike, na to se ustavi, dobi nekaj več časa in na to zopet krene s polovico rezervarja in z novim setom mehkejših pnevmatik. Po izračunih naj bi bil hitrejši, kot da če bi začel tisto dirko s kompletnim rezervarjem in tršim setom pnevmatik. In seveda to je dodalo tudi druge prednosti, kot narediti bolid z manjšim rezervarjem, a o tem kdaj drugič. Lažji bolid s mehkejšimi pnevmatikami je bil tako hitrejši kljub postankom kot težji bolid s tršimi pnevmatikami, katere so morali zdržati celo dirko. No, to je bila ideja, katera se leta 1982 ni pokazala kot zmagovalna z ekipo Brabham, to pa zaradi njihove kronične nezanesljivosti. A drugi so videli, kaj počnejo pri Brabhamu in kar hitro vzeli tudi oni za svojega ta strateški postanek. Ampak sedaj se vrnimo raje na današnji čas. Zakaj ekipe težijo k enemu samemu postanku? Prvič je treba razumeti, da na progi so danes bolidi izjemno hitri in ta izguba časa, ki jo porabi bolid v boksih, je izjemno visoka. Treba je razumeti, da izguba časa je merjena v primerjavi s tistimi, kateri so ostali na progi, tistimi, ki grejo s polno hitrostjo mimo pitlejna. In nekje bi lahko v povprečju ocenili, da gre za 25 do 27 sekund.
odvisno od proge, odvisno, bom rekel, od konfiguracije. Nekje se to lahko razporedi nekje celo od 22 do 30, a v povprečju, če rečemo tam, da je net 25 sekund, ne bomo nič zgrešili. In če pogledamo na veliko nagrado Italije, vidimo, da je treba vzeti tisti krog, ko bolid zapelje v bokse, in tistega, ko pelje ven nazaj na progo, in dobimo približno te številke, kot sem jih omenil. In sedaj teh 25 do 27 sekund moramo razdeliti na celotno dirko. Če imamo postanek več, pomeni, da približno na 50 krogih, pomeni, da mora biti bolid v vsakem krogu pol sekunde hitrejši od svojega konkurenta. In to govorim prvi krog, tisti krog, ko gre v bokse, tisti krog, ko gre ven iz boksov. Ne samo nek določen del dirke, kjer je res z novimi pneumatikami lahko hitrejši. In če je pol sekunde, govorim sedaj posplošeno, hitrejši na krog, na koncu prideta skupaj. Torej je nekako jasno, da je ta postanek v boksih v bistvu predolg, traja preveč časa. In lahko bi bila ena metoda, kako bi naredili bolj prijazen postanek za razne ekipe, da bi ta zaostanek zmanjšali. In seveda poznamo lahko več metod, a meni osebno najljubša je lahko celo malce kontroverzna ideja. Namreč, če bi ukinili omejitev hitrosti, katera velja skozi pit lane, bi lahko ta postanek znižali na nekje 20-22 sekund vsega skupaj, kar pa bi bilo že blizu tistega, da bi se več postankov celo izplačalo. In seveda, sedaj boste mnogi bili kritični, kajti vkolikor bi imeli pit lane brez omejitve hitrosti, bi bilo to potencialno nevarno. A rad bi vas spomnil na tista zlata 80-ta, katera sem že omenil. Takrat ni bilo nobene omejitve v boksih, kar se tiče hitrosti. Mehaniki so bili celo v kratkih hlačah in koliko nesreč smo videli. Seveda, bilo so, ampak tudi danes smo jih videli še nedolgo od tega, leta 2018, naprimer na veliki nagradi Bahreina. Ampak stvari se dogajajo. Menim, da bi s takim enostavnim posegom lahko naredili kar dosti, brez velikih sprememb v celotni Formuli 1. A gre samo za predlog za diskusijo, da se razumemo. V glavnem pa toliko o strateškem postanku. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.